En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli nazaj v podkastu, bolje rečeno v rubriki Pogovor, že petem po vrsti. Preden začneva, v tem veselo decembrskem času vam z Romanom še vedno ponujava majice, dobite jih v zameno za donacijo vsaj 30 € preko PayPala. Zraven dopišite svoj naslov in številko majice, možnosti so od M do 3XL. Res je, da so majice pisane na kožo moškim in so tudi idealno darilo za moškega, tako da jo lahko tudi kakšna dama kupi. Pri izbiri daril za moške nam včasih res primanjkuje domišljije, s tole zanimivo majico pa boste zadele v polno. Kot darilo pa bi bila primirna tudi Romanova knjiga Prvi spol, no to darilo je verjetno bolj namenjeno ženskam, torej lahko knjigo zanje kupite moški in to za donacijo 20 €. Če nama želite donirati in podpreti ta podcast, nama lahko donirate prek PayPala. Vse informacije imate v opisu tega videa. Današnja dialoško-intervjujska oblika pogovora bo še posebej poučna, ker se bo dotikala seksualnosti, bolje rečeno prezgodnje moške seksualnosti, kontaminirane s prezgodnjim gledanjem pornografije. Po novem letu pa bo sledil še drugi del tega pogovora. Pred kratkim se je na Romana obrnila mlajša ženska, naj bo ime Lara. Stara je nekaj čez 20 let in ima fanta, potencialnega moža. Fant, dajmo mu ime Andrej, kratko Drejc, ima dobro službo. Fakultete sicer ni dokončal. Ona pa je po končani fakulteti vpisala še magisterij. Živita skupaj v najetem stanovanju v Ljubljani, sicer sta iz Prekmurja. Ona kot študentka nekaj dela, ima nek prihodek, fant pa jo bolj ali manj zalaga z denarjem. Vse lepo in prav, vendar se jima je v partnerski zvezi oziroma v spolnosti zalomilo. Najprej se je na Romana obrnila Lara kot nekakšna izvidnica, ker je zaznala Romanovo znanje v podcastih in na Faktorju. V začetku decembra mu je napisala pismo. Prebrala ga bom v celoti. In vedite, spoštovani gledalci oziroma poslušalci, da z objavo soglašata tako Lara kot Drejc. Tole je napisala. Že dlje časa spremljam in cenim vaše mnenje. Menim, da ste edini, ki meni in mojemu fantu Drejcu lahko pomaga pri najinih, bolje rečeno, fantovih težavah. Pred kratkim sem po 6 letih dokaj lepe zveze dokončno odkrila fantove dokaj sramotne in zame grozljive skrivnosti. Vseh teh 6 let najine zveze mi je te svoje, zdaj jim lahko rečem seksualne perverzije, skrival in z mano manipuliral, bil do mene neiskren in mi lagal. Obljubil mi je, da se bo poboljšal, ker se je pred točno 10 dnevi razkril, bolje rečeno razkrila sem ga jaz. Oba sva se nekako poenotila in meniva, da mora biti fant naposled povsem iskren, tudi v pogovoru z vami kot psihoterapevtom, če se res želi poboljšati in ohraniti najino zvezo. Prosil me je, če vam najprej jaz pišem in opišem njegove težave, ker naposled se mi je res povsem razkril, tako da vam bom jaz napisala vse, on pa se bo potem osebno oglasil pri vas. Za pisno obliko izpovedi sva se odločila oba, ker ne on, ne jaz ne želiva česarkoli izpustiti, ničesar pozabiti, če tudi je v ozadju veliko sramu. Naj začnem. Moj fant je nenačrtovan in zaželen edinec, rojen leta 1999. Prvi 2 leti je menda preživel sam z mamo, česar se sicer ne spomni. Se je pa kasneje mama oziroma sta se oba z mamo preselila k očetu in živeli so skupaj. Zdaj pa pride bistvo. Pri 6 letih je Drejc prvič na spletu odkril pornografijo, ki je kot omamo, kot zasvojenec, do danes nikoli ni nehal gledati. Drejc je do 10. leta spal v posteli svojih staršev. Očeta sicer pogosto ni bilo doma, tako da je veliko časa preživel sam z mamo. Drejčeva obsedenost s pornografijo se je utrdila oziroma povečala, ko je pri 11 letih dobil svoj prvi pametni telefon. In takrat oziroma že takrat je začel gledati najbolj perverzne pornografske filme različnih kategorij, še posebej risanke, analni seks, skupinski seks in BDSM. Zadnje 2 leti osnovne šole, torej v 8. in 9. razredu, je pri samozadovoljevanju že začel uporabljati tako imenovane igrače oziroma pripomočke. Te igračke, torej podolgovate oziroma falične predmete, si je vstavljal v anus.
V srednji šoli se je vse to le še stopnjevalo. V tem obdobju je začel tudi sumiti, da oče vara mamo. Že pri 16 letih je začel dnevno kaditi travo. Poskusil je tudi psihedelične gobice in LSD in še kaj. V tem času se je, kot mi je sedaj priznal, menda že začel spogledovati z idejo o samomoru. Pri njegovih 17 letih, jaz sem jih imela 15, 2 leti mlajša, sva začela hoditi kot par. In prav jaz sem ga prepričala, da z omamljanjem s temi drogami ni nadaljeval. Še vedno pa je dnevno kadil travo. To grdo razvado je opustil šele sedaj, torej pred 10 dnevi. In zdaj tisto, kar mene boli. Kljub temu, da sva bila par, torej da je Drejc imel dekle, mene, in imela sva kar dobre spolne odnose, ni prenehal na skrivaj gledati pornografije. Mi je pa lagal, da je nehal. Kot mi sedaj priznava, se mu je gledanje pornografije sprva zdelo celo normalno, ampak potem sva na fakulteti v Ljubljani začela skupaj živeti v garsonjeri. Takrat mi je Drejc svojo navado začel skrivati in lagati, kot sem šele sedaj spoznala. Sedaj mi končno to priznava. Prej me je pa zavajal, mi to svoje početje skrival in se mi v obraz lagal, tudi glede trave, v smislu, kako pogosto je kadil travo. Sestavljam, ko šele sedaj sestavljam za nazaj in me je kar groza. Ne vem, kako naprej. Drejčeva starša sta se, ko je bil Drejc v srednji šoli, razšla. Njegov oče pa se je za nameček še na skrivaj poročil z žensko, ki mu je bila ljubica, tako rekoč celo Drejčevo otroštvo. Menda za to ni nihče vedel, le Drejc je to slutil. Drejc si je, ko je bil na fakulteti, kupil prve spolne igrače in sčasoma so bile te igračke večje in večje, tudi takšne, ki replicirajo živali. Še in še bi lahko pisala, pa bom kar prešla na leto 2020, v čas korone. Takrat je imel Drejc spolni odnos s prijateljem, torej z moškim. Jaz pa sem vse to, bila sem namreč zraven, bolj pasivno gledala, čeprav me je zadovoljeval z roko, prijatelja pa oralno. Naj povem, da si je Drejc s tem prijateljem še kar nekaj časa po tem čudnem dogodku dopisoval. No, kot olajševalno okoliščino povem, da smo bili vsi malo omamljeni in pijani. Šele sedaj mi je Drejc po temeljitem in iskrenem pogovoru priznal, da že dolgo seksualizira tako rekoč vse ženske v svoji bližini oziroma okolici, vključno s filmskimi igralkami. Šele leta 2021 sem dojela, da še vedno intenzivno gleda pornografijo. Prej sem si mislila, da pač tu in tam pogledam kakšen pornič. Ker sem stvari malo zaostrila, je za nekaj mesecev celo prenehal kaditi travo oziroma je kajenje malo omejil in ga bolj skrival. Kot mi sedaj priznava Drejc, je bil v letu 2021 nekaj časa res brez pornografije, vendar mu je pa libido zelo upadel. Upadla mu je spolna želja, torej pohota. Jaz se imam za kar normalno ali celo nadpovprečno pohotno žensko in sem si v resnici vse skozi želela pogostejšega seksa, kot mi ga je ponujal Drejc, ki se je na skrivaj sam zadovoljeval s pornografijo. Za nameček pa se je Drejc še bolj pasiviziral in do mene aseksualiziral. Potem, ko je lani začel hoditi v službo, je to izkoristil kot priložnost, da se je začel umikati oziroma skrivati v skupni kleti bloka, preden je prišel domov v stanovanje. V tej kleti je, kot mi sedaj priznava, gledal pornografijo, kadil travo in nadaljeval s samozadovoljevanjem in s to analno penetracijo. Grozljivo. Zame je bilo boleče še to, da je prijateljici iz srednje šole sicer anonimno pisal in poslal malce opolzek oziroma perverzen SMS, jaz bi temu rekla nagnusno sporočilo, v katerem jo je prosil, naj mu pošlje gole slike. Sošolka mu na sporočilo ni niti odgovorila. In sedaj, in to me skrbi, vse to si je menda racionaliziral tako, da si je sam pri sebi govoril, da se bo po nekaj mesecih nenadzorovanega jemanja drog in masturbacije tako ali tako ubil, in to v primeru, če jaz to izvem. In še najbolj grozljiv del te kalvarije. Ob vsem tem skrivanju me je še zaročil, mi suvereno in prepričljivo lagal v obraz in jaz sem mu celo verjela. Vmes pa sem sumila, da je nekaj narobe. Drejc me je skozi svoje laganje celo prepričal, da bi se jaz zaradi nezaupljivosti morala vključiti v kakšno psihoterapijo, ker mu ne zaupam dovolj. Grozljivo. Zaznoret. Vse skozi mi je lagal, mene pa pošiljal na psihoterapijo. Prejšnji teden sem za nameček izvedela še vse o samozadovoljevanju in drogiranju v kleti, včeraj pa še o sporočilu, ki ga je Drejc poslal srednješolski prijateljici.
Kljub temu, da mi je že prejšnji teden obljubil, da mi ne bo več lagal, mi je v trenutku, ko sem ga s temi dejstvi soočila, poskusil spet lagati. Čisto sem iz sebe. Drejc mi sedaj pravi, da ima tudi on naposled dovolj laganja, skrivanja, pornografije, trave in da se želi normalizirati najin odnos. Pravi, da se želi poboljšati za voljo svojega fizičnega in psihičnega stanja ter za voljo mene. Pravi, da si me želi ljubiti oziroma biti spet sposoben ljubiti. Upam, da mu boste pripravljeni pomagati in meni posredno tudi. Če še kaj rabite, kakšno informacijo, sem vam na voljo. Lara. Tako, to je Larino pismo, ki sta ga z Drejcem skupaj napisala. Potem se je Romanu najavil sam Drejc in se tudi prišel pogovarjati k njemu v Trbovlje. Po tem pogovoru pa je Romana poklicala še Lara in poslušajmo sedaj ta telefonski pogovor. Glejte, že tako je, ne? Meni je rekel, da lahko tole posnamem vse zakodirano in pač da se zadeva tudi tako zablurira, če bi šel slučajno v eter kak posnetek oziroma pogovor. In zdaj me zanima, ali to pri vam sprejemljivo, vaša identiteta bo skrita, sam, če bi to mogoče zabluriral, potem ne imen uporabljati. Ve se, za koga se gre, pa pač me to prej vprašam. Ja, razumem. Načeloma mi je v redu, no. Ja. Okej, glejte, zdaj bil je pri meni, 2 ure sva se pogovarjala, vsem je napisal iskreno, mislim, šel do določene detajle in rekel, to je on bil spolno zlorabljen, ne, strani samega sebe. Zdaj, tisti, ki je kriv, bi jaz rekel, to so starši krivi, ker ga niso ujeli, ne, pri tem početju. Mama na svoj način, oče na svoj način, treba je biti pozoren, ne, na te stvari. Zdaj, on je to zelo prezgodaj začel in nadaljeval se skozi. Zdaj, primarna družina je bila taka, da on nima nadjaza, ne, moralne razsodnosti in sam sebe ni znal zaustaviti. Zdaj, ko bi rekel, na eni točki je, kar je, zdaj pa on rabi neko rehabilitacijo, neko terapijo, da on pride k sebi, da si zbije to z glave, da nikoli več ne počne tega, kar je zdaj počel na skrivaj, ne. Zdaj, ali je to možno, ali to ni možno, jaz nisem tak čarovnik, da bi to vedel. Človeška psiha tudi ni takšna kot kakšna mašina, tam ti pozimi avto ne vžge, pa zamenjaš akumulator, pa avto spet dela, ne. Človek je zelo kompleksno psihično bitje in nič ne garantiram. Zdaj, z nekimi neurolingvističnimi fintami sem jaz izvlekel iz njega, da je ideja o abstinenci torej na njegovem zelniku zrasla, je uresničljiva oziroma je prava pot, pa da ne sme več lagati. Strategija njegovega življenja, preživetja je, da ne sme lagati, ne? Kar pomeni, da mora z vami biti popolnoma odkrit. Zdaj, kaka bela laž, to, če bi se vi 2 kile zredili, pa bi ga vprašali, a sem debela, bi mogel on reči ne, ne, to bi bila mogoče pa bela laž, ampak to so nedolžne laži, ključnih laži pa on ne sme več uporabljati, ker se je tako zavozlal in strategijo življenja si je organiziral na lažeh, ne. Midva sva v 2 urah pač vse predelala in zdaj bi pa, da bi imel kompleksno sliko, pa rabil pa neko vašo videnje, ne, kaj vse vidite, ker vi za nič niste krivi, ne. Mislim, malo ste spodobno naivni, ne, če je punca v takem odnosu zaupljiva, naivna, da ni sumničava. Sumničava pomeni, da je normalna, ne, se pravi, vi ste normalni, tele sanje, ki sem vas malo analiziral, ne, za vse sem sama kriva, ne, bi bil tam nek moj lik, ki je tam to povedal, ni res, da ste vi
krivi za to, kar se je vama dogajalo, ampak mogoče bi bili vi lahko tudi bolj pozorni na vse skupaj, ne? Če bi vedeli, da je to kaj takega možno. Sem videla, ne vem, 6 let sta skupaj in vsaka normalna ženska, punca, bi bila zaupljiva, ne? Se pravi, sebe. Jaz sem dejansko skozi sumila in sem ga spraševala, sem tem recimo, kje hodite za dec, pač se masturbira spet, se gleda take čudne stvari, pač ekstremna in me je dejansko v obraz trdil, da ne si poiščem pomoč, da mu ne zaupam dovolj na tak princip in dejansko sem mu jaz potem vedno opravičila, da sploh podvomim, ker me je tako prepričeval in bil prav jezen in pa, ne. Ja, to vse razumem, glejte, psiha je vsega sposobna, vi ste zaupljivi, mogoče tudi sugestibilni. Glejte, jaz sem se ukvarjal tudi s primerom odžagane roke in sem tudi nakazal, da se je tista Julija Adlešič ni v nesreči izgubila roko, ampak si jo je sama namerno odžagala na pobudo svojega fanta, psihopata Sebastiana Abramova, Colariča, ne? In jaz sem tudi rekel, da je ta Colarič že prvo punco ubil, Saro Weber. Vse to sem jaz povedal in sem bil jezen na državo, recimo, v celi zgodbi. Ampak ta Julija Adlešič je sugestibilna punca, ki se jo da prepričati, ne? Jaz vem, kaj je sugestibilnost, ker se ukvarjam s hipnozo. Tako da tudi vi ste bili spodobno sugestibilni in vas je prepričal, ampak v celi zgodbi je on problematičen, ne? Njegov Nadjas, odsotni oče, slab oče, karkoli ni ga bilo, pa zdaj se je skazalo, da njegov oče sploh ni normalen, ne? In ob takšnem očetu fante ne more peči vest. In njegova strategija preživetja se je gradila od otroštva ven s skrivanjem, z laganjem. Ne, in zdaj je ukleščen bil v to zgodbo in se mu zgodilo to, kar se je zgodilo, ne. V končni fazi se je pa zdaj razkrinkal, ne. Od slej naprej absolutno ne sme lagati, zdaj koliko bo to sposoben, koliko ne, koliko mu bo terapija pomagala, ker on je zdaj zavozil dobršen del tega vajnega odnosa. Na vas pa je, ali ga boste rehabilitirali, ali lahko vi sebe rehabilitirate. In zdaj me zanima, kako zdaj vse skupaj vi vidite. Pač jaz načeloma nimam težave s tem, kar je počel, tako me ne boli, to lahko nekako oprostim, ker razumem, pač izhod izhaja. V bistvu mene zelo boli to, da ne pač sposoben nagajati v tem meje in v bistvu vedno zdaj ne morem zaupati, ne, če me reče, da zunaj dežuje, pač podvomim, pogledam, ker pač ne vem, enostavno ne vem, kdaj bo spet lagal. Ja, razumem. Zdaj, jaz, če bi posnel ta podcast, bom jaz celo zgodbo tam detaljno razložil, ne. Se pravi, v osnovi pa lahko rečem, on ne more imeti močnega Nadjaza, to je super ego, vest, ki peče, in njega ni noben opozarjal, da se to ne dela, in on je elegantno pač svoje skrivnosti zapakiral v laži in bil pri tem uspešen. Ni se ga razkrinkalo, mi je pa povedal, da ste vi sumili in tudi, kako je on lagal, vse je priznal, ampak on je bil, kako bi rekel, tako rekoč otrok pa najstnik, zdaj pa postaja moški, se je pa mogoče pa malo streznil, ker nek oidipalni fundament, ne, se pravi oidipokompleks, ki se zgodi tam pri 3., 4. letu starosti, tam nek fundament ima dosti, bi rekel, sprejemljiv ali pa dovolj dober, če ne bi bilo te spolne zlorabe, mogoče ne bi zajadral v to kalvarijo, ne, tudi laganje ne bi bila opcija, ker ga tudi vest ga peče, ne. Se pravi, če človeka vest peče, pomeni, da ima nek nadjaz in zdaj, ko postaja, bi rekel, mlajši moški, se mu ta nadjaz uveljavlja in on ne more živeti s temi lažmi, ker ga vest toliko nažira, toliko ga peče. Toliko lahko vam pač namigljem, rečem, zdaj pa, če znate še vi kaj opisati stvari,
kaj vse, zdaj upam, da mi je vse ključno povedal, ali še kaj tazga, ki ste vi, ne vem, sumili, ali kaj vas je tukaj iritiralo v tem vajnem odnosu? V bistvu, konstantno, mislim, vsake toliko dobim neko misel, da mogoče podvojim celo njegovo spolno usmerjenost, ker je pač nasploh tudi malo bolj feminira in pač meni manjka neka prava moškost. In pač gledam na stvari, ki jih je počel, in tudi to, da se pač ne želim v žensko vlogo, enostavno podvomim, če pač... Ja, zdaj sposobni smo ljudje biseksualnosti, eni bolj, drugi manj, ampak pravi moški, ki je imel ta privilegij, da je pravilno razrešil Oedipov kompleks, se bi moralo gnusiti vse, kar je erotičnega z moškim. Ne? Ženske v resnici ste lahko biseksualne, pa to je kar normalno, ker imate objekt želje mamico in imate spomin na mamico, prav spomin. Zdaj, fantje pa ne more biti biseksualc kar tako, ne, se mora nekaj zgoditi v primarni družini, njemu se je pač dogajalo, pa še ta spolna zloraba, ki se mu je zgodila, ne, spolna zloraba. On je videl prehitro homoseksualne prizore, ne, in je tisto tam, ko je videl, ko še ni imel spolnega okusa razvidga, ki bi bil spolni okus, ki bi se napajal z njegovega oedipalnega dela, ne. Oedipalni del človeka dela heteroseksualnega, če je normalen, ne. Pri njemu je pa interferenca, se pravi, invazija te pornografije skurila fundament, interferirala noter, vstopila v ta fundament in on je opcijo videl tudi, da moški lahko počne to z moškim. In celo vidva sta neko to izkušnjo imela. Pa ne gre zdaj tukaj samo za neko analno penetracijo, ki jo sam sebi dela, to mogoče tudi kakemu heteroseksualnemu moškemu na nek način pade v glavo, ker se zakalkulira v enih stvareh, ampak on, vidva oziroma vi trije na nek način, zdaj tako kot sem jaz razumel, pa kot mi je napisal, on je izkusil pač nek homoerotičen oziroma homoseksualen odnos z moškim, pa ste bili vi nekje zraven kot opazovalka. In zdaj me malo to zanima, kako ste idejno, kdo je dal pobudo, ali je on dal pobudo, ali se vam je, ker tudi vam se lahko nobel to zdi gledati, ne? Ker tudi vi niste čist, bi rekel, nedolžni, vsaka punca tam nekje v enem obdobju lahko gleda pornografijo, ima svojo zgodbo z otroštva, pa me zanima to, kar je on prakticiral tam v enem čudnem trojčku z nekim moškim. Kako je do tega prišel? Do tega prišlo v bistvu tako, da smo pač malo pili, ne? Ja. Potem pa je v bistvu ta tretji moški predlagal, da lahko pač vsi poleg postelji, ker pač se spal pri nama in je bilo v bistvu pač majhen kaos. In potem takem sem se v bistvu jaz zavedala samo s tem, da pač sama dva ličkata zelo intenzivno, torej z samo erekcijo in od takrat naprej pač v bistvu ni bilo ničim nekega vprašanja, ker sem jaz za ali karkoli. Moja vloga je bila v bistvu samo to, da pač ko sem bila poleg, med tem, ko je pač moj partner oralno zadovoljeval njega, je pa pač hkrati zelo zadovoljeval mene, ampak pač to je bilo v bistvu to, kar se tiče moje vloge. Se pravi, niste vi zdaj bili glih pobudnica, ker načeloma jaz vem, da ženske spolne fantazije grejo v smer, da bi to z dvema moškima. Načeloma moški pa z dvema ženskama. Se pravi, niste bili vi zdaj to pobudnica trojčka? Ne, ker menim, recimo, da če bi šlo ta naprimer do penetracije, da bi pač ta tretji moški penetriral mene, mislim, da pač on osebno ne bi bil v redu s tem, pač moj partner. Bi bil ljubosumen? Ja, se pravi, imaš sploh ljubosumen, sem v teh 40 letih sploh ni skazal, pri tem, da recimo, sem imela dosti moški, sem ga slabila vedno stvari, bil trajni in vse, pač on s tem ni imel nikoli težav, ni pokazal, niti da moj mar, v bistvu. Ja, sej sam sicer priznava neko feminilnost in tele stvari, ki jih je on videl, so ga lahko naredile tako biseksualnega, ne?
Zdaj, moški ne more biti biseksualen, kar tako, in njemu je ta spolna zloraba, se pravi gledanje pornografije, vcepilo to idejo, da je to mogoče, in on je pol to na sebi sprobaval in okrepil recimo fantazijo, da bi se ena erotika lahko počela tudi z moškim, ne? Ampak načeloma pa tako izvorno ni, po mojem videnju, glih oidipalno začaran z biseksualnostjo, da bi bila mama ga tepla, ne, pa oče bil ljubkovalen do njega, ne. Pri njem ni to zgodba, kar je lahko protokol za to, da nekdo postane homoseksualec ali pa biseksualec. Njemu je spolna zloraba, ta, ki si jo sam sebi naredil, ker starši niso bili pazljivi, povzročila, da se mu je ta fundament izmaličil in da je postal biseksualen. In potem je ta opcija, ker pač draženje teh genitalnih sluznic, pa vso to čudenje, pa razni orgazmi, zaznamujejo spomin na uživanje, ne? In on ima te, bi rekel, spominjanje na homoseksualnost iz spolne zlorabe tako intenzivno, ta spomin tako intenziven, da mu je to po eni točki kar v užitek, ne? En drugač tip užitka, in potem se je v tej omami, opitosti, zadeva se je tako sprevrgla v to, kar se je sprevrglo. Zdaj, kakor vem, ga pa vest peče, ne? Mislim, to, če bi običajni moški to počel, kar je on počel, to bruha moški, ne? To moški ne more poljubljati drugega moškega, zdaj kaka oralne prakse, kako fafanje, če bi se zgodilo recimo čisto v opitem stanju, da človek ne ve, zakaj se gre, ko se moški to spomni, mu gre na bruhanje. In njemu se mi zdi, vsaj tako je pač govoril, da se mu gravža, ko se spomni, kaj je počel. Zdaj pa mene zanima, če vi kaj veste, koliko je tega nagnusnega v njem, ko se spomni, kaj sta vidva počela, ali pa kako vi to vse skupaj vidite. Jaz pa čakam zelo drugače, da smo v bistvu sploh ne vsi, ampak da je to za njega neka izkušnja, ki se je želel in se mogoče se bo želel izkušnja, ker tudi recimo za skrivaj, to sem izvedela zdaj, ko pa smo imeli te pogovore in gledanje, če lahko temu tako rečem, Človek se pisal z njim, v bistvu kar nekaj časa potem, tako da pač enostavno, jaz nimam tega občutka, da sploh ga pač ne veš, glede časa, kar je naredil. Ampak mislim, da sem tako dobro vlada in pač poskušal, da bi me obdržal. Pač to je moje iskreno mnenje. Ja, tudi njegove sanje kaže na veliko željo, da bi vas obdržal. On ima veliko ugodja, sta vidva skupaj doživela. Ampak vprašanje je, če boste vi to prenesli, ne? Pa me zanima, kako pa vse to zdaj pa vi gledate, ker vi imate strašansko stisko, ne? Se pravi, vi ste čisti sebe, po mojem videnju, to ne morete s tem živeti, to ste razštelani totalno, tudi sanje kažejo. Kako zdaj vi to vse skupaj doživljate? V bistvu so neke take situacije, ko bi imel za biti, ampak mi tudi ni za iti, ker pač ne vem, vsa ta čustva, ki jih imam, so pač res pristna z moje strani in nekako močem pa to zavrziti, ker pač upanje imam, da mogoče pa, ampak hkrati, ko pomislim nekaj dejansko, da racionaliziram to, pa pomislim, da ne vidim, da je bil karakter nasplošno močen, da se nekaj taki odvisnosti, če temu tako rečem, lahko on sploh pove. Vidim, da pa da je zelo sposoben pač prodati in me lahko prepričate naslednji let, lahko živim isto, kot sem pač zdaj. Ja, to legitimno prav razmišljate, ne? To se dejansko lahko zgodi, ampak zdaj jaz drugega ne morem reči, če bi se Hmen še oglašal. Jaz dvomim, da je kak psihoterapeut v Sloveniji, ki živi bliže vama, ker to nekaj kilometre delati, pa se Hmenu Trbovlje voz, to ni tako enostavno. Dvomim, da bi kdo to znal narediti, ne? Tako kot jaz mogoče lahko naredim.
mi da nisva delala s hipnozo, nisem uporabil vseh teh pristopov pa fint, ki jih znam uporabljati, ne. Zdaj tele sanje, ki mi jih sporoča, so kar take dobre, pa tudi to, meni je rekel, da ga vest peče, da se mu gnusi, če to res obstaja, to pomeni, da obstaja rešitev in zdaj jaz lahko pomagam, kolikor morem njemu, ne, vas obveščam, ene stvari sam, če bo on meni rekel, recimo, da še vedno to počne, pa da vam to uspešno skriva, jaz tega načeloma ne bi smel vam povedati, oziroma bi mogoče pa njega pa kar malo tako odslovil, ne. Bi rekel, zdaj pa midva nimamo več kaj početi, ne, če je prekršil to temeljno zgodbo, ne, dogovor, ki je bil, ne. Jaz sicer vidim, da bi vaju rešilo družinsko življenje, da bi se on dokončno naglihal, če bi dobil otroka, ne vem, koliko sta vidva delč pri tej ideji, pa kdaj, koliko sta se s tem pogovarjala. Otrok je v takih zasvojenostih lahko tako odločilen, tak veto predstavlja, da ne bom zdaj vaju silil, da peta v otroka, ampak jaz vam ne morem nič garantirati, ne, če bi bil na svetu otrok, mislim, bi se jaz še bolj potrudil, sicer pa jaz lahko sodelujem, če se on obrača name. Tudi vam lahko, ne vem, kako stvar, mimo tele zgodbe, se pravi, čisto vam osebno pomagam, da se vi naglihate, če boste hoteli, ne, nekaj po telefonu se nekaj da, ene stvari se da pa bolj v živo to delati, ne. Tako da tokle vam lahko rečem, ne. Zdaj, če imate še vi kak pomemben podatek tak, da se vam zdi, da bi bilo dobro, da jaz vem, mi povejte, ali pa recimo mi lahko tudi napišete, ker vajina zgodba je zelo poučna, takih parov, kot sta vidva, mogoče celo veliko, mislim veliko, ni jih veliko, ne, ampak poučno je, da se pari poučijo, kaj pomeni prezgodnjo gledanje pornografije, ne, ker moškega to zasvinja mu psiho na en način, deklici, ki prezgodaj gleda pornografijo, se pravi pred puberteto, ne, pa na drug način zagode, ne. Zdaj pa, jaz vem, kaj to pomeni, in zdaj, če vidva meni dovolita, da vajino zgodbo zakodirano predstavim javnosti, bosta eno dobro delo naredila, ampak moja ambicija bi pa predvsem bila, da vama pomagam, ne. Njemu na svoj način, ven na svoj način, pa če iz te zgodbe pa pride pa res nekoč pa nek otrok pa družina, bo meni toplo pri srcu, da sem vama to pomagal, da to naredita. Ne morem pa garantirati, da mi bo to ratalo, ker se ne da to vedeti, to noben ne ve na tem svetu, ne, kaj bi izvajanje zgodbe lahko bilo, ne. Lahko poskusim, vi mi pa zdajle za sklep še povejte, kako stvar, ki se vam zdi, da jaz rabim vedeti, oziroma mi to napisati. Zdajle, a je še kaj takega, da mi vi poveste? Situacija z drogami tako najbolj poznate. Ja, rekel je, da ne bo več probo trave. Trava je eno hudo, bi rekel, omamno sredstvo, ki se ne sme legalizirati, trava se ne sme uživati, ker to ni pravi tip uživanja. In on je rekel, da to je nehal. Ne vem, meni nima smisla, da mi laže. Kaj pa vi mislite? Ampak ne vem, kako dolgo bo to šlo, ne. Ker pri vama vse skupaj traja dobrih 10 dni zdajle tole, ne. 10 dni, to je še šok, to je en adrenalin in marsikaj se v teh 10 dneh zastavi, ne. Zdaj tule veseli december, ne. Vprašanje, kako bo zdaj se to čez 3-4 mesece obnaša, ne. Tako da bomo mogli biti malo na vezi, pa da me zalagate z informacijami, mi napišete kaj, jaz se bom sicer potrudil, nič ne garantiram, nisem čarovnik, vi lahko zdajle že mene kaj vprašate, pa vam mogoče povem, sicer vam bom pa kaj napisal, ne. Bistvo mogoče bi pa res posnel v tem nekem pogovoru, podcastu, ki jih delam, ker so poučni, pa boste tam še ene stvari izvedeli, ampak zdajle, če me lahko kaj vprašate.
glede te rešitve visoko predlagate pač ta otrok, ki ga lahko reši, pač absolutno razumem, in da ste tudi debatirala, v bistvu preden sem gledala za vse to o otroku, ampak enostavno si ne predstavljam, da bi pač dansko bila na svetelnim, samo zaradi tega, ker se bojim, da bi ga v bistvu to privedlo, da tudi če je sposoben abstinence do te točke, da bi ga moja nasvetnost v bistvu pahnila, no ta je stara navada, ker enostavno pa žensko celo ni isto, ne vem, potem najprej spomnim vsi z otrokom in potem se bojim, da bi dejansko ostala z njim, ker pač bi imela otroka in se mi zdi smiselno, da pač se ima res otroka s nekom si in se skupaj do starcev spod, pač da se mi zdi edino pravilno, nekako pa ne želim pač biti z nekom samo zaradi otrokosti. Ja, vse razumem. Videla sta tudi 6 let že skupaj, ne? To se malo tudi naveličata, eni in istih spolnih praks. Zna se zgoditi, ne, da v običajnih erotičnih kontekstih zaradi tega, ker je podivjal, totalno podivjal je svojo spolno željo, da ne bi prišel do erekcije, ne, se pravi, da mu ne bi več ostal zgolj na to, kako? Vem, da spave, znamo tudi zelo dolgo, tako da to skoraj da pričakujem. Vidim, da ste se vi celega mene naučili na pamet. No, super. Lejte, zdaj je to šok, ki traja 10 dni. Ta šok se bo zdaj umiril, ne? In po novem letu se bo situacija malo izkristalizirala, po novem letu. To pa še mogoče še pozneje, na spomlad recimo, se bo to umirilo in takrat bojo te tektonski prelomi, ki so se zgodili, povzročili, da bojo določene reke, določeni tokovi, libidinalni tokovi, ubrali neke svoje struge, ki bojo drugačne, kot so zdaj. In ko se ta orkan pomiri, ko se tektonski prelomi odkejo v naravo, se bo voda začela, oziroma libidinalni čustveni procesi, drugače pretakati. In tisto stanje bo relevantno. Jaz moram takrat napenjati možgane. Zdaj, kljub temu, da imam veliko znanja, si ne upam, pa tudi dovolj sem samozavesten, da priznam, da si ne upam napovedati, kaj vama sledi, kaj njemu sledi, kaj vam sledi, ker tudi vaše čustveno stanje je tako razburkano, da se morate vi tudi sestaviti skupaj. Potem, ko boste pa vi sami pri sebi vedeli, kako in kaj, se boste pa znotraj sebe odločili, ne? Se morate vi odločiti, ampak to bo drugo leto, ne? Po novem letu se bo zadeva umirila ali pa na spomladi, ne? In tam boste vi vse prišli, ker zdaj ste polni adrenalina, v šoku, se ne morete sestaviti in zdaj treba čakati. Jaz se pa tudi prenagljeno ne bom delal pametnega, ker to bi bilo nemodro. A razumete zdaj tole, kar sva se zdaj izmenjala? Zdaj, če še kaj mi boste napisali, jaz sem kaj odpišem, vajen primer je zelo je poučen, zato si jaz trudim, da bi mogoče tole midva stanjo pa vendarle probala v nek spodobno formo plasirati v eter, ker je to poučno in ker nihče tega ne dela, ne. Eden mora začeti, oziroma eno znanje mora iti v eter in jaz sem potrudil za bodoče rodove, ker jaz sem tudi projekt sem imel najstnica pri seksologu, ker sem govoril o škodljivosti pornografije, škodljivosti prezgodnjega vstopa v seksualnost, zadeva je bila tako hiperseksualno je zvenela, kljub temu, da je bila poučna, da so se, ne vem, učitelji, ravnatelji kar križali, ne. Otroci so sicer poslušali, imeli koristi od tega, ampak ta projekt ni zaživel, ne. Tako da mi je žal, bo pa saj tale podcast mogoče kaj dobrega naredil za bodoče rodove. Razumete zdaj tole, kar sem še vam povedal? Ok, midva bova še na vezi, se tam dopisujeva, me zalagate z informacijami, s telim vašim bom pa tudi poskušal narediti čim več tazga, da ga streznim, da ga bo vest pekla toliko, da nikoli več ne bo šel v to zgodbo, pa da ne bo lagal. Strategija preživetja ne sme biti laž,
partnerski odnos ne sme temeljiti na laži. Zdaj, bela laž, recimo, je taka, da ženska preveč ne trpi, ampak če so to obrobne stvari, ne vem, kakšna je nova frizura, ali je bila prej boljša, je zdaj boljša, tle mora lagati pa reči lepa v obeh kontekstih, ne. Če tudi se vam je prej bolj zdela ali pa karkoli, ne, ali pa kakšna kila gor pa dol, moški mora lagati v tem kontekstu, ne, se pravi, ne sme povedati tiste čiste iskrene resnice, ki je vselej subjektivna. Tako da načeloma ključne stvari pa res ne sme lagati. Ja, V redu, a sva si zdaj povedala ene stvari? ja, so. Dober je. Bova ostala na vezi, zdaj bom pa jaz tlele stop recording dal. Zdaj pa še Romanov samostojni teoretski del o Drejcu in Lari. Ja, tale Drejc se je pred par dnevi res oglasil pri meni, ves skesan, ulikan, tako na prvi pogled človek ne bi mislil, da je vpet v pornografijo že od malih nog. Za ta primer sem se odločil, da ga predstavim javnosti zato, ker je zelo poučen v smislu, da bi bodoči rodovi staršev spoznali, da je treba na svoje otroke paziti. Na tegala Drejca niso pazili in je prezgodaj zajadral v svet odrasle pornografije in to ga je totalno zabrazgotinilo. On je tako rekoč spolno zlorabljen in zaradi spolne zlorabe ima sedaj problem in v spolnosti in posledično v partnerskem odnosu. Ampak skozi pogovor sem jaz nekako ocenil, da ga vest malo peče, ne. Ampak tale moč nadjaza pri njemu ni močna, moč nadjaza je šibka, kar pomeni, da tale oče ni očetoval na dostojen način. Oče je po svoje kriv, da ga ni na nek način v red spravljal oziroma bdel nad njim, ker kaznovanja tale Drejc kot otrok ni doživljal s strani očeta. Mama ga je menda ene dvakrat, trikrat komaj bolj na grobo, kar sicer ne bi smela biti domena mame, ampak očeta. Še celo več, oče mu je toleriral, menda je vedel, zvedeli so starši, da otrok gleda pornografijo in češ, da to pa ni nič kaj takega. Se pravi, oče je vedel, ne vem zdaj, koliko je mama vedela, ampak ni dramatiziral tega početja svojega sina, mogoče se mu je celo nobel zdela, glede na to, da je imel vseskozi ljubico, se končno tudi ločil od svoje žene oziroma mame tega Drejca. Drejc si ni želel sorojenca, rekel bi, da ko je Drejc do 10., 11. leta spal v postelji svojih staršev, je bolj spal na očetovi strani baje in da je bil pobudnik tega, da spi otrok zraven v zakonski postelji, celo oče. Mogoče zato, da tale seks ni bil kaj pogostokrat opcija, ker je tale oče imel vseskozi ljubice. Eno ljubico, s katero se je potem tudi menda celo na skrivaj poročil. Zdaj malo ga peče vest, ne, tega Drejca. Ga peče vest, ampak kako naj rečem, premalo ga peče oziroma jedro pečenja vesti je mogoče tudi fundamentalno iz drugih naslovov, kot bi to moralo biti, ne. Drejca bi morala vest peči zato, ker nekaj počne, kar ni prav.
Drejca pa peče ves bolj zato, ker se boji, da ga bi punca Lara pustila, ne? In ne zna ravno besediti, kaj točno ga muči, ampak on ima strašansko bojazen, da ga bi sedaj ta punca, ki ve za njegove nečednosti, vsa ta laganja, ko se je popolnoma razkril, on se strašansko boji, da ga bi punca pustila, ker si ne zna predstavljati, da bi živel brez nje. Zato, ker je konec koncev, predvsem po ločitvi, postal neka siamska dvojčica, težko je to pravilno besedi, se pravi nek nadomestni mož svoje mame. Mama ne more tako brez svoje mame, babice Drejčeve in brez svojega sinčka. In ga uporablja na nek način kot nadomestnega moža in tolo Laro zelo moti, kot mi je povedala. Torej, bojazen, da ga bi punca pustila, je ključna in to vsa iskrenost, dokončno razkritje se je zgodilo zato, ker se tudi misel na samomor je vezana na to bojazen, da ga bi punca pustila. Zdaj, jaz sem pristopil k tej terapiji, ne, ampak to ni taka klasična terapija, ko moraš, ne vem, iti v otroštvo, najdi travme, pa tako naprej. Jaz improviziram zato, da bi ohranil to zvezo, oziroma tale njun problem, torej ne samo Drejčev, ampak njun problem, tudi Larin problem je sam odnos. In tega po svoje jaz poskušam z nekim improvizacijskim pristopom rešiti, ga ohraniti, čeprav zdaj to ni čisto od mene odvisno, sploh ni od mene odvisno, ampak od nekih psihičnih realnosti, ki si jih bosta ustvarila v svoji glavi. Mislim, da je za ohranjanje odnosa bolj pomembna Larina glava, Larino sprijaznjenje s tem, kaj se je njej doslej 6 let tako rekoč dogajalo, kot pa da je to zdaj čisto odvisno od Drejca samega. Ko sem ga vprašal z nekimi svojimi pristopi neurolingvistične narave, ko sem izvabljal iz njega odgovor, iz njegovega vesolja, torej iz njegove nezavednosti, odgovor, kaj je rešilna bilka za njega, za njun odnos, sem dobil odgovor, ni glih izstopa izstrelil, ampak z vsemi temi fintami se je izkazalo, da bi ta abstinenca, ampak ne samo abstinenca od pornografije, teh čudnih avtoerotičnih masturbacijskih praks, ampak tudi abstinenca od droge, predvsem tega vsakodnevnega kajenja trave, da je to odvisno, da se bo Lara lahko rehabilitirala. Tukaj je seveda problematično, predvsem za Laro problematično laganje, kronično laganje, način laganja in sama masturbacijska zgodba pa Lari ni toliko sporna, ker ne nazadnje, kot sem malo potem izvedel, da je tudi ona bila, ampak to ni, ne vem, kakšna slabost, vpeta v gledanje pornografije, kot krščanska tudi, kot krščansko vzgojena punca, že v srednji šoli na dosti intenziven način in jo masturbacija, ampak tip masturbacije je sporen pri Drejcu, jo toliko ne moti. Motijo, da je gledal v oči in je suvereno lagal in razlagal, da rabi psihoterapijo. To se Lari zdi problematično. Zdaj, tako je treba povedati, da je tolo neko abstinenco, zdaj malo pornografsko
mogoče tudi malo od trave, že poskušal za tale drejc in mu ni ratalo, ne. Se je pa mučil pol leta, ko sta bila pri meni, ko sta z mano kontaktirala, bil je pri meni seveda samo drejc, z Laro sva se pa slišala po telefonu, kot ste slišali v predhodnem posnetku. On je to probaval pol leta, zdaj pa 10 dni tole drži. 10 dni ima ta tele agonije partnerske, 10 dni je odločno premalo, da bo rekel, zdaj pa nehal kaditi travo, ne. 10 dni, to ga še čaka, ne. Jaz sem rekel, to mora do pomladi drugo leto biti nekaj abstinenčno, ne. Ne samo trava, ampak tudi ali pa predvsem tale masturbacija analnega avtoerotičnega značaja. Sicer je tale drejc dost feminilen, ter nima neke testosteronskosti in to opaža tudi Lara. Tudi v nobenem športu ni nikoli bil, tako da bi imel neko testosteronskost. To, da ima družinsko patologijo, mislim, to je jasno, da jo ima. Starši so zdaj ločeni, ne vem, od srednje šole naprej. Ko je meni opisoval naknadno tolo svojo družinsko zgodbo, vidim, da tam sta njegova babica in njena hčerka, torej Drejčeva mama, kar siamski dvojčici na podoben način, kot si mamica lasti svojega sinčka za nadomestnega moža, tako rekoč non-stop sta v kontaktu. Laro to sicer ne moti toliko, kolikor pa teoretsko opaža, da je to že too much, ne, tudi stavčne dikcije, pa te neke geste, to se menda božata, tudi po riti, po laseh, to se imata rada, se pravi sin in mama, kot da bila zaljubljena, in mama ne more brez tega, ne. In zdajle sinček, ki je star tam blizu 25 let, koliko 24, 25 let bo star, ne bi smel biti na tak način siamsko povezan s svojo mamo, ampak bi jo moral dati na stranski tir, bistveno manj telefonov, pa tako naprej, ne. Zdaj, da je ta mama imela še svojega očeta, dedka, ki je bil alkoholik, agresiven in nenazadnje ni nepomembno, da je naredil samomor, da je imel neke nezakonske otroke, ki so seveda čisto zavozili. Zdaj ne bom razlagal, na kakšen način. To zdaj nakazuje, da je že primarna družina disfunkcionalna in v disfunkcionalnih družinah se pogosto dogaja prezgodnja seksualnost. Jaz sem zadnjič na televiziji Planet TV povedal, da se starši naj zamislijo, če njihova deklica v vrtcu masturbira do orgazma. To ni zdaj toliko škodljivo, če nima seveda nekega odraslega seksualnega scenarija punčka v glavi, ampak to pomeni, da se čuti premalo ljubljeno, da rabi neka dodatna ugodja. Tale drejc je pa doživljal kopico nekega ugodja, Bog ve, kdaj je prvi orgazm doživel, v to smer še nisva šla, ampak tale erekcija svoje opravi in njemu je zažgalo cel hard disk, se pravi mlado dušo v vrtcu že tako rekoč, torej v prvih razredih osnovne šole, ko je to gledal. Ne gre za to, da je doživljal orgazm, gre za to, da je doživljal neko razburjenje, vzburjenje, neko čuden tip prijetnosti, ki se mu je kot virus vtkal v številne čustvene podsisteme, interveniral je tudi v fundament
iz katerega se napaja pohota v odraslosti, ta oidipalno-kastracijski fundament, ki se zgodi v falični fazi, in to, kar je počel, ima status spolne zlorabe. Po drugi strani tlele je omenjeno tudi, napisal je, da ni bil ravno načrtovan otrok, oče ga je imel zelo pozno, tam čez 40 let, mama pa tam pri nekih 30 letih, ne. Oče pa mama sta 10 let narazen. Kupico stvari torej bil je nenačrtovan, to je mogoče pomembno, zdaj kdaj si točno to zavedal, tudi mogoče ni toliko pomembno, neke intime med očetom pa mamo, neke ljubezni ni čutil, ne bom rekel, da se ni čutil ljubljenega, ampak zgodba primarne družine ni čisto običajna ali pa normalna. Fotar je bil ausglajzan na svoj način, zdaj ima neko novo ženo, ki je še bolj, kako bi rekel, razštelana kot on sam, ljubitelj teorije zarote, verjame vse živo, to pomeni, da je njegov oče nekaj narobe delal, oziroma mislim, da ta oče še živi, vendar je malce nepokreten. Tali mali Drejc je moral jesti samo zdravo hrano. Zdaj, kaj je zdravo za nekega fanatika teorije zarote, si lahko mislite, ne, da ni smel jesti sladkarij, nič nezdravega, mama je morala kuhati ene čudne zvarke, boh ve kakšnega porekla, mogoče indijskega, ne. Tako da mogoče še to rečem, da je materinim očetu, svojemu detku, tistemu, ki je naredil pol samomor, moral nekako asistirati kot mali deček, kako se dajo pornografske vsebine na televizijo, ne, tam je imel neke videokasete, boh ve kaj še, DDV-je, in dedek je potem gledal pornografijo. Ta mal je sicer moral zapustiti dnevno sobo, ampak mal je pa tudi vseeno videl, kaj dedek počne, ne. Zdaj, kaj je bilo še z ostalimi, ne vem, temni strici, tetami, oče je bil sicer edinec, mama pa je imela še poleg nekih polsester, polbratov, še brata, pravega brata. Skratka, toliko bi povedal o teli še družini. Suma sumarum bi rekel, in to je point tega mojega pogovora, ali pa lahko rečete podcasta, v tem, da bi razložil, kako škodljiva je pornografija, če se otrok polasti, jo gleda, jo konzumira prezgodaj. Se pravi, to je totalno škodljivo, ima status spolne zlorabe. Zdaj, to, da ima Drejc zametke homoseksualnosti oziroma biseksualnosti, je jasno, to tudi, bi rekel, ta njegova punca Lara sluti oziroma nekako ve, ker je bila priča tistemu nekemu trojčku, kjer se je zgodila oralna praksa med dvema moškima. To ni bil klasičen trojček, kjer bi se zadovoljevalo žensko, se pravi njo, ampak je bila tam pasivno gledajoča, in ta ideja o biseksualnosti moškega, ki je, če smo odkriti tako teoretsko, enostavno gej, ne. Ženska je biseksualna, preko kar iz Oidipa ven, fantje oziroma moški pa ne morejo biti kar tako biseksualni.
ampak so preprosto homoseksualni, oziroma homoseksualnost je identično kot biseksualnost pri moških. In ta homoseksualnost ali pa biseksualnost se pri Drejcu ne napaja iz disfunkcionalne primarne družine, ampak se je zažrla spolna zloraba v njegov bios, tako rekoč, oziroma v ta oidipalni fundament, iz katerega bi on postal čisto normalno heteroseksualen, če se ne bi sam sebe spolno zlorabljal. V objemu nevednosti je konzumiral to pornografijo prezgodaj, tako da bom rekel, da je ubil ali pa pohabil svojo spolno željo, ohromil svojo pohoto. Na eni točki sem jaz omenil, da se nam obeta mogoče impotentnost, o upadu spolne sle je že poročal, seveda, ker se spolna želja ne more želeti nekih monotonih, običajnih spolnih praks, običajnega objekta želje, torej svoje partnerice Lare, ampak hoče več, še bolj, še intenzivneje. In ker se to ne zgodi, sam sebe ne more nikakor drugače zrajcati kot s tisto hard pornografijo in z autoerotično intervencijo v telo, recimo v obliki analne spolne zlorabe, analne penetracije, ki jo sam sebi počne, in to ga rajca zato, ker je bil prezgodaj deležen pornografskih vsebin homoseksualne narave, vključno z analno penetracijo. In on je kot otrok sebi vstavljal v anus igračke razne, tudi živali, torej ne žive, ampak replike živali. Se pravi, obeta se mu erektilna disfunkcija, da ne rečem impotentnost, pa ne zato, ker je predolg časa z mamo spal, kot je Lara namignila, da se je to naučila od mene, ampak zato, ker se mu je spolna želja utrudila, skrhala, pohota mu je upadla, ker je razvadil. In zdaj njegov živalski del pohote zrajca samo nekaj ultra drugačnega, bi rekel, neobičajnega v smeri tega hardcore pornografskega materiala, pornografskih spolnih praks. Zdaj, kaj naj rečem? Po mojem videnju nisem ravno nevednež, dovolj samozavestni imam, da priznam, da se ne da vedeti, kako se mu bo pohota ali pa spolna želja in psiha sicer obnašala. Ne upam si nič napovedati, se pa bojim, da celemu partnerskemu odnosu, ne bom rekel, da so šteti dnevi, ampak da se ne obeta nič dobrega, ker je ta zgodovina vednosti, kaj se je dogajalo, tako slaba, tako škodno vpliva na razumevanje sedanjosti, ta spomin, kaj si je Drejc dovolil, to ohromi zaupanje partnerici. In ne vem, kako bo ona sama sebe rehabilitirala. Te laži, ki so jo totalno iztirile, so tudi na njej pustile hudo brazgotino na duši. V bistvu jaz tako rekoč rešujem partnerski odnos v tem trenutku, ker tale Drejc ni samski, če bi bil samski, se bi iz tega drugače loteval, ampak ker sta v bistvu v terapijo vpeta dva, še partnerica Laura. Situacija je kompleksna, zdaj Freud s svojimi pristopi, svojo psihoanalizo, kavč metodo ne bi nič naredil. Tukaj je treba napenjati možgane, razmišljati,
Propedevtično je psihoanaliza v fundamentu, ampak vračati se otroštvo pa brskati po infantilnih dogodkih v tem trenutku nič ne zaleže, ne. Tukaj je potrebno recimo dejansko improvizirati na fundamentu pač psihoanalitične vednosti in vseh teh konceptov, ki jih je v psihoanalizo, v teorijo plasiral Freud. Po drugi strani se Larry Drejc smili, ker ve, da brez nje ne more funkcionirati. Tudi jaz vem, da zato, ker je mamin sinček, ker je tako rekoč zasvojen z mamo, pa vendar ima do mame tabu in cesta, ne, se pravi, za spolni objekt pa mamo se ne da imeti, ne, ima tukaj naslednico matere in ta status je pridobila Lara in on si ne zna predstavljati, da bi živel in brez mame, ne, in brez Lare, kot simbolne naslednice matere. In zato, ker se tega črnega scenarija ne zna predstavljati kot nek sekundarni element, vpelje to suvereno laž, ne, ko gleda v oči in laže, oziroma do zdaj si je tako pomagal, ne, da je pridobil Laro nazaj na svojo stran, da si pridobil njeno zaupanje, je vpeljal številne laži, gledal njej v oči in lagal suvereno, jo pošiljal na psihoterapijo, bil tako prepričljiv, da tako prepričljivo lažejo samo, sorry, ker moram to reči, samo psihopati, ne, ko jim niti detektor laži ne pride do živega, zato ker imajo strukturo nadjaza tako šibko, da nadjaz ne trzne, ko laže. Njemu je laž strategija preživetja, za katero pa ve, da ni ta prava in on je samo prerogveno sam sebi dopovedal in meni, da se mora držati abstinence od in trave in pornografije, teh masturbacijskih praks in nikoli več ne sme Lari lagati, razen v kontekstu teh belih laži, ki imajo mini karakter laži, ne. Laže se včasih zato, da človek na drugi strani, ki ga imaš rad, ne trpi. Ampak racionalizacije pa potem lahko marsikaj prikrojijo, tako da toliko sem imel povedati o tem odnosu, po mojem videnju. Zdaj bi pa rekel, da vedno v teh mojih pogovarjanjih preverjam tudi sanje. Tisti, ki spremljate moje podcaste, veste, da sva s Tanjo posnela en zelo močen, udaren podcast o sanjah. Tudi zato, ker jaz, bi rekel, z vsakim, ki pride k meni, naročim, naj mi poroča o sanjah, ki bo sanjal naslednji dan po močnem pogovoru, ali pa tudi pred terapijo, ko se obeta terapija, se pravi pogovor z menoj, naj si pač tisti, ki me obiščejo, zapišejo sanje in jaz imam vse tukaj sanj, kar malo morje, ne, malo morje. Nekaj pomembnih sanj, recimo, ko se je Drejc odpravljal k meni, je sanjal o frizerju, ne. Kaj že dela frizer? Ukvarja se z glavo, ne, se pravi frizira glavo, frizuro, imel je tam v sanjah, sekundarno se reče, dolge lase, zato da je sploh lahko šel k frizerju in ta frizer je bil nek agresiven, odpiljen frizer, ne, ampak v bistvu gre za simbol mene. Mene kot psihoterapeuta, ki slovim po enih zelo unikatnih, tudi čudnih psihoterapevtskih praksah. In on tudi na koncu, ko je plačal izjemno drago terapijo. Friziranje vredno 51 €, ne. Ne vem, zakaj 51, sicer je, ne vem, moški frizer, že 100 let nisem bil tam, kot, ne vem, 10 €, 20 maksimalno.
Ta je plačal drago ceno, ker to, kar je od mene dobil in je pričakoval, da bo od mene dobil, je dejansko dragocenost. Ne. Kot sem že rekel, takole, kot se jaz lotevam takšnih kalibrov, kot je Drejc, ne, to ne vem, če kdo temu kos, nikakor ne psihiatri, ne, s svojimi pristopi, s tableti. Ne. V teh sanjah je bila tudi neka medicinska sestra, do katere je bil zelo nesramen v sanjah. Ta medicinska sestra je bila simbol njegove Lare, ampak ne morem zdaj vsega razlagati. In dobil je novo frizuro, ne, se pravi, on je pričakoval, da po psihoterapiji se mu bo glava, razmišljanje, psiha spremenila in zato je v sanjah si skreiral novo frizuro. Ne gre toliko za željo, ampak kognitivno napoved, nek logičen sklep. Potem je v teh sanjah videl še najstnice, ki so razkazovale svoje oprsje, ne, in on je tam stran gledal. Punce so joške kazale, on je pa stran gledal, ne. Zdaj, zakaj je stran gledal, ne? Mogoče bi se dalo reči, da gre za željo, da bi bil imun do teh žensk, ker predvsem ženske garajcejo to, da se je pa homoseksualno tam enkrat v omami malo predal s prijateljem, to ni zdaj njegov največji problem. Ampak on seksualizira vse ženske, ne samo tisto sošolko, ki je prijateljico iz srednje šole, ki je anonimno pisal in jo nagovarjal, da mu pošilja fotke opolske. On je seksualiziral tudi filmske tele ženske, junakinje, lepotice in on si želi, zato da ne bi izgubil Lare, da bi bil imun na te ženske. Zato je pogledal stran, po mojem videnju. To je nek rezime teh sanj. Mogoče še Lara je imela sanje in to ponavljajoče se sanje, prednje je mene poklicala po telefonu, ko sva se pogovarjali, vi ste to slišali. Imela je ponavljajoče se sanje, 3-krat je sanjala te sanje, in zdaj rezime pa je, da so se začele takole, da sva s partnerjem na normalnem sprehodu po gozdu, ta normalen sprehod po gozdu je simbol hoje skozi življenje v partnerskem odnosu, v partnerskem življenju. Na tem sprehodu se imava lepo in se ob njem počutim varno, se pravi ob Drejcu. Nato pa opažam sponke za perilo, ki me spominjajo, da jih uporablja tudi Drejc v svojih nekih spolnih praksah. To so neki klini, na kakšne niple si to daje, pa boh ve. Zdaj takam to, da malo kao boli, ker je pol neki užitek se poveča, ampak ne pri vseh to, pri nekaterih. Ob tem mu omenim, da očitno še nekdo prakticira stvari, katere prakticira na skrivaj ravno on. V tišini nadaljujeva sprehod, nato opazim v gozdu skrite še ostale njegove erotične igračke, specifično dildote, strapone, ki ne posnemajo človeškega organa, in kar kmalu začnem dojemati, da ima partner v gozdu v življenju, torej gozd je življenje, skrivališče za te svoje njegove perverzije. Zdaj, te dildoti niso samo človeški, so tudi malo na živalske narejeni, koliko razumem iz teh sanj. Najdem celo škatlo in ga sredi sprehoda vprašam, ga soočim, da vem, da je vse to njegovo, on sprva zanika, ne kot želja, ampak kot dejstvo, ker je vse skozi njej to lagal. On sprva zanika, nato pa se zlomi in prizna, hkrati pravi, da ne more brez tega in da bo rekel karkoli, da me obdrži. In zdaj ta stavek je pa tale Drejc
vse skozi uporablja tudi v realnem življenju, torej da bi naredil karkoli, ker ga neverjetna groza, ko računa, da ga Lara lahko zapusti, ko vidi, da s takim človekom, partnerjem, moškim ne more živeti. In on bo naredil karkoli, da ne izgubite svoje naslednice matere, ker je na mamo bil vse skozi kot otrok in zdaj še vedno pri skoraj 25 letih bolestno navezan. In zato on to vztrajno laže v obraz. Vendar obstajajo dokazi, ampak on še vedno laže, dokazi obstajajo in on pravi, da bo naredil karkoli, tudi v sanjah to pravi, da bo zadržal to svojo Laro. In občutek te varnosti pri tej Lari, ki je to sanjala, te sanje v trenutku zbledi, ko se te sanje na tak način sanjajo. In imajo svojo simboliko in svojo poanto. In ne gre samo za željo, ampak gre za neko logično sklepanje kot kategorijo kognitivnih procesov, logičnega sklepanja, ki ga ima tisti, ki sanja. Prebudi se vsa anksiozna, kot mi poroča. Potem naj zdaj še ene sanje omenim. To so sanje, ki jih je pa sanjala, mislim, da po pogovoru z menoj, seveda ja, po pogovoru z menoj, ker pravi, da je sanjala mene. Danes sem sprva sanjala na kratko o vas, opisali ste mi, rekoč, da vas sprašujem nepotrebne, odpisali ste mi, rekoč, da vas sprašujem nepotrebne stvari, kajti odgovor že imate. Tukaj ona nezavedno ve, da ve, poseduje nezavedno vednost. In jaz si to povem, čeprav to sama sebi pove, da ona že premore v sebi nezavedno vednost, odgovor na vse njene življenjske ali pa partnerske dileme. In bili ste dokaj jezni name, ker pač to meni piše, in mi hkrati povedali, da sem tako ali tako za vse kriva sama. Jaz sem prej v pogovoru povedal, da ni kriva sama. Zdaj ugotavljam, da sem imela neko korespondenco po e-mailu, zato so te sanje take. Ampak potem sem mi pa v sanjah, torej, ko so se pa po telefonu pogovarjala, sem rekel, da ni kriva sama na nek način. Sama je jezna nase, pa si reče, sem sama kriva, kaj pa nisem to stuhtala, pa vztrajala na tej iskrenosti. 6 let sem imela časa, da nekaj zvem, pa sem bila toliko neumna, da ni slepa za vse te resnice, da tega nisem storila in je potem jezna sama nas in to potem to jezo pripiše meni, če že sem jaz jezen. Jaz nisem na tak način na njo jezen. Na to sem se prebudila. In je proti jutri imela pa potem še ene sanje, da je pa cimra z neznano žensko. Jaz sem zdaj, v sanjah je vse mogoče. Ta cimra z neznano žensko je lahko tudi drejc sam, ta neznana ženska je drejc sam, zato ker je drejc, ko bi rekel, v svoji biseksualnosti in nežnosti na pol ženska. In potem iz sanj naprej bomo videli, da dejansko bi ta lahko bila simbol ženske, simbol drejca, ta neznana ženska, katera me je osvajala in me želela prepričati, da naj se partnerju maščujem, tako da spim z njo. Jaz sem se tako močno upirala, saj ne čutim privlačnosti do žensk. Nato pa je ta ženska, ki ni bila niti malo feminilna, ampak možata, začela celo z otipavanjem, kar nisem mogla preprečiti, ker sem bila fizično prešibka proti njej. Sem pa ves čas govorila, naj neha, ker imam partnerja.
Na to je prenehala in se poskušala in sem poskušala zbežati, vendar me je ustavila in se začela jokati in mi priznala, priznanje je to zdaj kot paradigma, v zadnjem obdobju gre za priznanje Drejca o svojih perverzijah, se pravi, v sanjah je ta začela ženska falična jokati in priznala, da je sicer ženska, ampak ženska s penisom in me rotila, naj se partnerju maščujem tako, da jo zadovoljim. Zdaj, kaj točno simbolizira pa ta dikcija, težko rekel, Mogoče bi Lara sama sabo lažje živela, če bi se Drejcu na nek način oddolžila z nekim kontravaranjem, da bi vsaj imela še sama nek greh in potem bi bila družna v grehu in bi se lažje skompatibilizirala oziroma pobotala. No, potem nadaljuje, od straha sem zbežala in po hodniku iskala partnerja, Drejca, da bi se lahko počutila varno. Čeprav sem vedela, da se ob njem ne morem počutiti varne. Na to sem se prebudila. Ona celo v sanjah nezavedno ve, da neke iskrene varnosti se v tem odnosu ne more se zgoditi iskreno občutenje varnosti strani Lare, ker je Drejc 6 let lagal, gledal oči, imel strategije laganja do potankosti razvite in ona je tem lažem nasedala. Malo si je oblikovala neko čudno perverzijo, s katero bi prizadela Drejca, to bi bil nek sumativni efekt, multipla simbolizacija, ker po drugi strani gre dejansko pri tej falični ženski s penisom, ki jo je sanjala za simbol Drejca. Torej, to so te Larine sanje, dvoje oziroma troje sanj, ene so bile ponavljajoče. Zdaj tudi Drejcu sem rekel, da po tem močnem 2-urnem pogovarjanju, da bo imel on izredno močne sanje in jih je tudi imel. Ampak te sanje so tako kompleksne, tako zapletene, da bi na tej točki raje zaključil tolo moje soliranje ali pa tale pogovor. Mogoče bi si kdaj vzel pol ure časa, da bi tele sanje razložil, naj pa rečem, da sem v življenju preanaliziral na freudovski način na 1000 sanj oziroma na 10.000 sanj, lahko bi rekel. In niti ene sanje nisem mogel povezati z neko arhetipskostjo. Tako da jungovska interpretacija sanj je zame absurdna, tako rekoč ne obstaja. Sanje so vsele individualno strukturirane, imajo individualno psiho v ozadju, ne pa kolektivne. Ok, zdaj tere sanje sem spustil, tale podcast je bil, oziroma pogovor, tale video malo daljši, zdaj bi pa prosil Tanjo, da tole še zaključi. Kar se mene tiče, čao. Tako, poslušali ste podcast oziroma pogovor številka 5, ki mu bo po novem letu sledil še drugi del. Ne pozabite se naročiti na ta kanal in všečkati video, napišite tudi kakšen komentar ali pa vprašanje za Romana. Če ste se tudi danes kaj novega naučili, vas vabiva, da nama donirate poljuben znesek prek PayPala. Vse podrobnosti imate spodaj v opisu. Ob donaciji vsaj 30 € dobite v zahvalo majico Vodebologija. Še vedno pa vam je na voljo knjiga Prvi spol, stane 20 €, ki lahko, tako kot majica, predstavlja zanimivo božično novoletno darilo. To je vse za danes. Hvala, ker ste nama prisluhnili in lepo se imejte do prihodnjič.